Pozdravljeni v novi epizodi MCC-ovega podcasta MCC vam pove. Danes je z nami Maša Motoh. Maša, zdravo. Zdravo. Čau. Torej, Maša, kako bi začela? Mogoče s tem, kaj ti zdaj prav sploh počneš? Mogoče za tiste, ki te ne poznajo. Kdo si? Jaz v bistvu delam ene par stvari. Primarno mi je zdajle v bistvu itak ustvarjanje za sebe in za druge. Učim tudi v likovni šoli po novem oziroma od septembra, kar mi je ful fajn, ena čisto nova izkušnja. Najprej sem bila malo skeptična, ali je to sploh za mene ali ne, ampak takoj, ko sem dala prvo uro čez, mi je bilo ja, to je to. Tako da ja, v bistvu to, učim se tudi tetovirati, ukvarjam se z digitalnim risanjem, s tradicionalnim risanjem, ful enih stvari, vedno sem rada delala več stvari, nikoli se nisem mogla čisto odločiti, zdaj samo za eno stvar in se mi zdi, da mi takle kar laufa, več stvari naenkrat pa. Da se ne daš v kalup nek noter. Ja, tako nekako, ja. Dober. Da si vsa stranska. Pa pač vidiš, da kje mogoče nisi tak ful fajn, lahko rečeš, ja, sam delam še ful drugih stvari. Tako da, če nekaj ne gre pol druga boljša. Ja, itak. Kako pa pol v bistvu si začela se ukvarjati z risanjem, z digitalnim, vsem po vrsti, no? V bistvu risala sem jaz že od majhnega, zato ker je moj ati v bistvu tudi ful lepo riše in je vedno, ko sem bila mala, smo skozi pač nekaj ustvarjala skupaj in mi je verjetno to ostalo še od takrat. Pa itak, veš, v osnovni šoli, ne vem, pol v tisti zadnji triadi, ko malo začneš v bistvu odkrivati, sploh kaj ti je res všeč, mi je vedno sem prišla na koncu do tega, do ustvarjanja, do risanja, res vedno mi je bilo ful sproščujoče to delati, vedno sem ful rada ustvarjala. Tako da v bistvu pa v srednji šoli sem risala, ampak ne več toliko. Sem malo pustila v bistvu to na strani, pa mi je začelo nekaj manjkati v bistvu, pol ko sem prišla na faks in pa sem v bistvu spet začela ustvarjati in pa sem pa res vedela, ja, pač jaz hočem to delati do konca življenja in v bistvu to je bilo to. Pa sem pa zasledila v bistvu, mislim, da en dan na Facebooku, tako čist randomly, likovno šolo od Dolores Ponoš, da ima te individualne programe in sem rekla, ja, jaz mislim, da bi to probala, sem jo poklicala, sem začela hoditi, takrat sem pač ful napredovala, ker itak je ona odlična mentorica, učiteljica. In smo se v bistvu bolj povezale, prek tega smo začele sodelovati skupaj in zdaj furamo likovno šolo in je pač ful fajn. Tako da se je poklapalo vseeno. Pa se ti zdi mogoče, glede na to, da ti je bila mentorica oziroma ti je mogoče še vedno mentorica, ali sta že bolj v... Ja, itak pač mislim, ja. Se ti zdi, da mentor ful vpliva na tebe, pa na tvoj stil, ali ne toliko? Mislim, to je zdaj tako, pač Dolores ima res tak način učenja, da ti da ful svobode pri tem, oziroma spodbuja to, da svoj stil ohranjaš, s tem, da te ful fajn usmeri. Zdaj, po moje čisto odvisno, kak odnosi ti ustvariš z mentorjem, oziroma pa tudi kak je način njihovega poučevanja, Meni se zdi, da jaz sem kvečjemu mi je pomagala razviti moj stil, Tako da to mi je bilo res tudi zato smo se pol toliko povezali, pa zato sem pol tudi ostala in po moje smo tudi zato še vedno sodelujemo, ker smo se res smo se ujeli, res mi je pomagala, razviti te stvari, ki so mi mogoče prej manjkale, Tako da, itak jo pa še vedno vprašam za nasvete pri ful stvareh. Ful mi je fajn, da imamo v bistvu blizu, da mi svetuje, da mi pomaga, da me usmeri pri določenih stvareh. Ful je fajn. Ker se mi zdi pri mentorjih, je res tudi odnos ful pomemben mogoče, pa tudi, da sam sebe poznaš, ti ko stopaš v ta odnos, kot nekdo, ko se hočeš nekaj naučiti. Ker če se ne poznaš, po mojem, zelo hitro začneš
kopirati, če pa imaš dobrega mentorja, ki te dobro vodi, pa ti še sam sebe dobro poznaš, je pa po mojem to win-win situacija. Ne? Ja, se strinjam, pa se pravim, tle je ful odnosno. Ful, da se, mislim, jaz nasploh se moram povezati s človekom tudi na taki ravni, da je meni prijetno z njim sodelovati, biti, delati, kakorkoli, ne, ker sem nasploh ful introvert in mi je mogoče malo težko, včasih se kar, pač rabim malo časa, no, pa rabim, da je prava oseba v bistvu, no, da lahko pol dolgoročno sodelujem, no. Tak nekak. Ja, je pa definitivno ful pomemben, da se ti ob mentorju počutiš sproščeno, da ti ni smotan postavljati mogoče butastih vprašanj, veš, kaj mislim, pač ko včasih, itak, ko se učiš, pa ko postavljaš vprašanje, se ti včasih res zdi, da je, a bi sploh vprašala to, a bi sploh, in je ful pomembno, da ti je udobno mentorju postavljati vprašanje v bistvu, ne, tako da jaz tudi poskušam zdaj te moje v likovni šoli navaditi, da pač sprašujte, ne, pač itak delamo vsi napake, sploh, mislim, v umetnosti, tako načeloma, kaj ni napaka, ne, ampak so pa neke stvari, ki se jih moramo naučiti in vedno spodbujam, pač čim več vprašanj. Okay, kaj pa digitalno, ne, recimo, ti si rekla, da si usmerjena, se pravi, v neko digitalno slikanje, digitalno slikanje. Ja, digitalno risanje, kakorkoli, ja. Okay. Pa poleg tega še tudi, kaj pa, polno drugi del ročno? Ja, kao tradicionalna umetnost, v bistvu to so zdaj take hecni izrazi, no, kot tradicionalno, jaz rišem svinčnikom, ful imam rada svinčnik, čeprav ful, odkar sem začela digitalno delati, se pravi na tablico v Procreate, ful manj delam svinčnikom, ampak vedno, ko grem delati nazaj, se spomnim, kako mi je to fajn in ful uživam v tem, ful rada delam, se pravi, portreti so mi, po moje to še izhajajo tu, ko sem šla risati k Doloresa, ne, mi je ostala ta ljubezen do portretov v bistvu, no, tako da res ful rada še za svinčnik pograbim, pa kaj s tem naredim. Digitalno mi je pa v bistvu predstavljal nek nov izziv, ker jaz sem prej bolj ko ne risala sam svinčnikom, nisem bila toliko v barvah in tudi prve te zadeve, ki sem jih na tablici delala, sem delala pač črno-bele, ne, v bistvu tudi moja prva razstava je bila čist enobarvna. Potem sem pa začela v bistvu malo odkrivati različne stile, ful mi je fajn zato, ker imaš res neskončno opcij pri digitalnem risanju, no, pa ful, se imam še ful za naučiti, ker itak je toliko stvari, da jih težko osvojiš v tak kratkem času, ampak malo šalta med enim pa drugim v bistvu, no. In mi je, oboje mi je pa, ne bi se mogla zdaj odločiti med enim ali pa med drugim, da bi mogla delati samo eno ali pa drugo, ker mi je oboje ful pri srcu, ne, in ful rada razvijam oboje. Kakaj je pa razlika, recimo? Kaj delaš drugače? Ful je razlika, pa ful je hecno, ko se enkrat navadiš na, jaz recimo uporabljam iPad, pa program Procreate in v bistvu v teh programih imaš neke določene hand gestures, recimo za to, da zradiraš eno stvar, dvakrat tapneš po ekranu, recimo, ne, in pol včasih, ko grem delati svinčnikom, sem toliko noter v tem digitalnem, da pač začnem tapkati po listu papirja in sem tako ful je hecno, ko se toliko navadiš na določene stvari, tako da v bistvu te pa hiter se navadiš, da ti je mogoče malo olajšano delo na tablici, oziroma digitalno, zato ker se pravi, imaš te, vse lahko zbrišeš, a ne, vse lahko popraviš, nič, pač vse je ful hiter rešljivo, medtem ko greš delati na list papirja, a ne, mogoče enkrat, dvakrat, če lahko zbrišeš, pa ne več, a ne. In je pač, zato tudi nočem samo digitalno, zato ker se mi zdi, da bi me pol da bi čist gubila feeling za papir. Res je hecno, no, ful težko razložim v bistvu, kako je preklapljati med tem, no, ampak ja, včasih se sama se pol malo smejem, no, ko tapkam po papirju, pa sem sam. What happened? Ja.
Kaj pa, recimo, kako si ugotovila, da bi zdaj pa ti mogoče, da so ta tvoja dela, ko jih lahko tu seveda predstaviš, oziroma pač poveš, kaj je zdaj tvoj brand, oziroma ne, po čem si znana nekako. Kdaj si ugotovila, da bi pa to mogoče pa bilo sprejeto, ker se mi zdi, že tako, če si omenila, da si introvert, ne, je ful težko, ker je to del tebe in je ful težko to deliti z ljudmi, ne? Ja. Kdaj si ugotovila, da bi pa zdaj bil cajt, pa da se tebi to zdi dati ven in to je to? No, v bistvu sem to ugotovila bolj, ko je šel faks proti koncu, ker študirala sem jaz čisto izven umetnosti nasploh. In bolj, ko je šlo to proti koncu, bolj sem bila tak, jaz bi res rada risala, ne? Jaz bi res rada s tem nekaj naredila, ampak pač bom mogla počasi pokazati malo to ljudem, če bom hotela pač kaj iz tega narediti, ne? Tako da se pravim, začelo se je s tem, ko sem dobila malo na samozavesti, ko sem se začela učiti pri Dolores, ker so mi boljš risbe stale, pač nasploh je boljš izgledala, ne? In tam sem dobila to začetno samozavest v bistvu, no. Kar se tega tiče, pol drugi preskok mi je pa bil po moje ta prva razstava, ki smo jo v bistvu naredila Severin Hutinski v AQ galeriji. Brez nje po moje ne bi. Mislim, ne bi se spravila. Tako je pa bilo v bistvu, prišla je do mene, midve se itak poznamo že srednje šole, ne, tako, a bi midve naredile eno otvoritveno razstavo, pa sem bila tak, ja, dajma, ne. In itak je bilo ogromno neke podpore od odzadaj, od nje, od Dolores, od fanta, od vseh pač, ki so v bistvu, daj pa pokaž, pa pokaž. Ja, in pol, ko smo dali v bistvu, bila sem živčna za znoret, na tisto otvoritev, nisem pričakovala, da bo prišlo toliko ljudi. To je bilo prva stvar in pol sploh, ker je bilo treba še nekaj povedati, sem mislila, da me bo kar konec, ampak pol, ko smo dali pa to čez, je bil pa res je bil lep odziv, ful ene podpore, videla sem, da je folku všeč, da mi je bilo dejansko pač, da so prišli pogledati moje stvari, kar mi je bilo pač ful nepredstavljivo še nekaj časa nazaj, da zakaj bi zdaj prišel pač, a veš, pač ful hecno, no. Tako da takrat sem pa v bistvu dobila malo samozavesti, no, kar se tiče objavljanja del in tega. Ful bi še imela kako razstavo, čeprav zdajle vsi vemo, kak je ne veš, kaj bo iz danes na jutri, ne, in je malo v luftu vse, ampak ja, definitivno bi pa še pokazala. V bistvu, pol sem pa, s tem, ko sem se predstavila na razstavi, s tem stilom, ki je pa v bistvu dosti simpel, ampak se mi zdi, da je pa vsem bil nek statement, sem pol začela dosti stvari v tem stilu delati in smo pol tudi z Nadjo, z Hud les, smo imele sodelovanje in sicer je bila tema Harry Potter, ker sem die hard fan še vedno in vedno bom. In smo imeli to sodelovanje, je bilo tudi ful lepo sprejeto, ful sem bila vesela, da je bil odziv, da je bilo ljudem všeč. Tako da ja, v bistvu ful rada tudi delam ta fan art varianta, no, se pravi, ful rada črpam neko inspiracijo iz filmov, iz ljudi, iz muzike, ful rada delam te stvari, no. Se pravi, ne vem, že na tej razstavi Novi začetki sem recimo naredila na svoj način portrete pač ljudi, ki me inspirirajo, ki so mi cool, a veš, pač na ta način, no, in je ful rada, se pravim, črpam iz teh stvari ven, no. Kaj pa, kak si v bistvu, se pravi, moraš biti sama fan, da nekaj znaj... Mislim, ful mi je lažje, če sem sama, da vem že sama dosti o eni temi, oziroma sploh, če mi je ful všeč, ful hitreje mi steče, ful prej dobim inspiracijo, zato ker včasih, ne vem, imam za narisati kako stvar, ko mogoče mi je novo, pa ne vem toliko o njej in ful dlje časa traja, da padem noter v flow, vse, ko sem enkrat not, gre, ampak preden pa, ne vem, ujamem nekaj, pa da mi je všeč, pa da je tako mora biti, pa včasih ful traja in včasih
ful ti včasih, mislim, vsaj meni vzame malo motivacije, če mi iz prve nekaj ne rata. Ful sem taka, da jo, pa zdaj pa ne znam, pa zdaj pa ne morem in je včasih res postopek, da pol pridem noter v to, da mi je všeča, ne pa da pol je končni rezultat tudi. Zato, ker sem pa ugotovila, da če nisem sama toliko noter, pol končni rezultat ni tako, bi si želela, no. Ni mi všeč na koncu. Jaz nikoli ne bom dala ene stvari od sebe, če meni na koncu ne bo res ono, ok, to je to. Ker sem pa ful glede tega, da ne rada devam na pol stvari narejene ven, no. To je samo v redu. To mislim. Ja, se vem, samo včasih je pa postopek. Ja. Pa pri ljudeh, recimo, portrete tudi si že risal. Ja, rada rišem portrete tudi. Pa ti je mogoče to, da moraš osebo poznati, oziroma da ti mora biti nekako interesantna, pa ti je lažje? Ful mi je lažje, če poznam osebo. Mislim, to je zdaj tak dvorezni meč. Ful mi je fajn, če jo poznam, zato ker lažje dam noter to esenco pol od osebe, ampak po drugi strani je pa še toliko večji pressure, zato ker poznam to osebo, pa vem, če je že čist mal off neki na risbi, opazim, ker jo poznam in vem, da to ni to in je pol sam, kako naj zato, ful je hecno. Pri portretih sploh, zato ker se pravim, bolj ko poznaš človeka, bolj veš, kako izgleda, bolj veš tudi v živo, kako esenco ima, ne, in pol takoj na risbi opaziš, če je kaj slightly off, ne. Tako da ja, je pa, vseeno pa ful uživam, no, v risanju portretov. Sicer je ful daljši postopek, ko recimo pri digitalnem gre dosti hitreje načeloma, ne, zato ker pri svinčniku si res vzameš časa, ne, mislim, saj si tam tudi, ampak dolgotrajni proces je, ne, več dni ponavadi delaš, ali pa tednov risbo, neodvisno koliko časa imaš, ne, ampak sam jaz pa tudi delam ponavadi to, da kaj enkrat noter padem, imam pol, ne vem, 6-7 ur v eno. Ja, kar načeloma ni najboljš za moj hrbet, ampak ko padem noter enkrat, ful res noter in pol sam še to, pa sam še to in pol je to kar naenkrat 2-3 ure zraven še, ne. Pa se ti zdi, da je boljš narediti nekaj od začetka do konca, ali da je boljš imeti, da se paca, da daš nekaj časa, da pol... Ja, včasih sem hotela vse naenkrat narediti in sem pol tudi v bistvu na koncu že hitela, ker si mogoče, a veš, na koncu si že malo utrujen, pa tudi ko dlje časa ti gledaš v nek artwork, v risbo noter, ne vidiš več napak. Oziroma, toliko časa že gledaš noter, da ali ti laka, da ti, meni se včasih zgodi, da mi pol na koncu že rata, sam ne tole ni za nikamor. Včasih ne vidim nobene napake, pa pol naslednji dan, ne vem, hočem objaviti, pa sem sam, kaj sem tle delala, ne. Pač ful je, tako da zdaj poskušam, no, da delam da ne naredim vse naenkrat, da stopim malo stran, da si vzamem malo pavze, pa grem pol s svežimi očmi nazaj, no, ker res, ker nekaj časa gledaš v eno stvar, nimaš več fokusa, niti toliko, ne. Kaj pa pri šoli, kak pa je pol stopiti v čevlje mentorja, v bistvu, kaj ti je pa tudi Se pravim, na začetku mi je bilo ful scary, ful sem imela tremo, ker sem šla zato, ker, pa ne zato, da ne bi vedela, kaj učim ali pa kakorkoli, ampak zato, ker ful mi je bilo hecno predajati snov nekomu, zato ker jaz pač te stvari delam dosti avtomatsko, v smislu, da ne razmišljam, zakaj nekaj naredim, tako, kaj naredim, ampak mi pač je natural, pač, ker pač v glavi imam to in naredim, ne, in mi je bilo ful hecno, kako bom pa zdaj jaz to nekomu razložila, ko pa recimo se na novo uči te stvari in mu ni še naravno uporabljati pač določene postopke, ampak se pravi, itak mi je z Dolores skupaj pripravila program, oziroma ona je povedala, kako bo vse skupaj delovalo.
Tako da mi je bilo pol tudi ful lažje, ker mi je tudi malo dala napotku, valjda, pa na začetku je bila zraven, a ne, prve par ur, tako da je malo opazovala, ampak saj sem se ful hitro vklopila. Tako da zdaj mi je pa res ful fajn. Imamo ob sredah pa ob četrtkih zaenkrat, z januarjem mislim, da se bo še ena skupina odpirala, ker je dosti povpraševanja. Se imamo pa ful fajn, no, take majhne skupine so, kar mi ful odgovarja, ker se lahko z vsakim posebej, lahko se vsakmu posebej posvetim, tako da je dosti tudi individualno, a ne. Mi je pa ful mi je fajn gledati, kako napredujejo, ker so res imam take fajne otroke tam, no, res so fajni, vsak posebej je. Tako zdaj že, ko pogledam njihove risbe, že točno vem, katera je od koga, a veš, pač ful jih že vidim njih noter, no, in je res je fajn feeling, ful uživam v tem, no. Noro je, res. Nisem si mislila, da mi bo kdaj, saj pravim, zato ker imam nasploh težave z javnim nastopanjem. A veš, kadarkoli smo imeli, ne vem, v šoli ali pa na faksu kakšne predstavitve ali pa kakršnekoli take stvari, sem bila tako živčna, jaz sem kar mislila, da me bo konec, a ne. In pol sem bila, kako bom zdaj jaz učila, če me je tako strah razlagati, pač pa govoriti, ampak je seklo, no, in res si nisem predstavljala, da bom kdaj to delala, ampak pač zdaj, ko sem noter, mi je pa res mi je fajn, res uživam, tako z veseljem grem tja, no, z veseljem sem tam, z veseljem jim razlagam, pa ful mi je fajn, ker jih res zanima, zato ker veš, da so tam, zato ker se hočejo učiti, a ne, in res so fajn, no. Sem hotela reči, ker čisto je drugače, ti razlagaš nekomu, ko ga zanima, pa če ti razlagaš, pa tebe zanima, ne, oziroma je tebe interesantna vsebina, tako da tudi je po mojem. Definitivno, ne predstavljam si, da bi mogla iti, pa ne vem, razlagati kar nekam, ne vem, na neko osnovno šolo, ko je, ne vem, 30 otrok v razredu, pa od tega mogoče 3 zanima, ne, zdaj primer, ker bi mi bilo po moje res težko. Tukaj pa res, vsi so tam z namenom, vsi so ful kreativni, vsi se radi učijo, a ne, so tam z namenom. Saj včasih komu kaka snov ni, a veš, ampak jim pol tako nekako narediš, da jim je pa vseeno pol zabavno, zato ker itak imamo tak sistem, da delamo po sklopih, a ne, ki se pol navezujejo en na drugega. Tako da imamo v bistvu najprej kako urico teorije, v smislu to, da gremo čez te osnove, ki jih je pač treba vedeti, to je ponavadi nekako najbolj suhoparen del, ampak pač itak pri vsaki stvari je nekaj tega, ki pač moraš vedeti, ne, pa gremo ustvarjati, ne, pa damo neko temo oziroma pač kaj tisti dan delamo in pol se ustvarja, ne, pa pač se hodi od enega do drugega. Ful mi je fajn zato, ker so se že skupine dosti povezale med sabo in tudi med sabo že sodelujejo ful. Ful je tako prijetno vzdušje, no, res je fajn. Tako da. Kaj bi rekla, da se da naučiti risati? Ja, definitivno, ja. Ful je, to sem tudi opazila, recimo, da dostikrat je tako, da eni že imajo pač v osnovi talent za risati, ne, oziroma jim ful hitreje, s tem mislim, da recimo ful hitreje opažajo stvari, recimo ful lažje pretvorijo, ne vem, 3D predmet na 2D podlago, ne, kar je v bistvu risanje. In je to ful prednost, ampak te pa hitro poleni. Zato, ker če ful hitro ti, če imaš že ti v osnovi neko znanje, ful hitro začneš preskakovati stvari, medtem ko tisti, ki imajo pa mogoče malo manj talenta, ampak imajo pa večjo željo v smislu, da se hočejo naučiti, včasih ful hitreje napredujejo, kot dejansko tisti, ko so že imeli nek osnovni talent, in ravno zato, ker so konsistenta, ne, ker je pač neka, res delajo na tem, res vadijo, ne, medtem ko včasih se eni malo preveč zanašajo na talent, pa pol ni to, ful hitro jih ulovijo, no, tisti, ki so mogoče imeli malo manj prirojeno že, ampak so v bistvu z delom prišli do tega, ne, in pol se ful je hecno to dinamiko v bistvu opazovati, ne. Drugače pa ja, definitivno sem mnenja, da se da risati naučiti, ampak treba je pač delati, ne, skozi je treba vsak dan
je treba risati. Mislim, skozi je treba obnavljati, ne? Skozi je treba delati na tem. Fulje, mislim pa se mi zdi, da pri risanju nikoli se ne moreš čisto vsega naučiti, zato ker je pač toliko enih tehnik, toliko enih stvari. Ne vem, včasih imaš kar tak po butastem ugotoviš, kak se na lažji način nekaj dela, ne vem. Ful je zanimiv proces v bistvu, no. Ful je zabavno. Pa se pravim, enim leži, eni so pol, ne vem, ful bolj v svinčnikih najdu, eni so pol čisto za barve, eni so, ful je različnih spektrov v bistvu, no. Tako da. Pa se jih pol pusti, recimo, ne vem, enemu gre ful dobro neki, pa pač delate, se pravi, po snoveh različnih, ampak se pusti, da se dela jim tisto, kar jim v bistvu leži, pa kar jim je dobro. V bistvu je tako, da delamo načeloma vsi isto. Isto snov oziroma isti predmet, če rišemo. Je pa tako, da do neke mere se jim pusti, da naredijo v svojem stilu, ampak ne vem, če delamo s svinčnikom, delamo vsi s svinčnikom, ne? Zato ker je pa point, da vsi usvojijo vso snov, ki jo delamo, ne? Se pravi, da ne vem, so pa eni so ful boljši v natančnosti, recimo. Eni so pa mogoče včasih malo šlampasti, ampak imajo pa tako domišljijo, da naredijo tako stvar, ko, ne vem, res neverjetno, ne? In je ful je zanimivo pol v bistvu gledati, koliko napredujejo v teh stvareh, ko jim na začetku niso šla najboljš, ampak so zdaj s tem, ko so pač tam, pa ko tudi pri drugih gledajo, kako delajo, kako so v bistvu osvojili že te stvari, kako se jim izboljšujejo v bistvu te stvari, na katerih ki so na začetku mogoče malo šepale, zdaj so pa pač že čisto osvojili to, no, in je res je fajn. Ful je fajn, ker se med sabo tudi spodbujajo, no. Ful so tak, res se mi zdi, da so se ful povezale skupine med sabo in so tak res je fino, no. So se našli. Ja, res. Ok, pa da se vrnemo še malčka na tebe, kaj pa so tvoji nadaljnji koraki, kaj bi rada počela, kaj mogoče začenjaš početi, oziroma... Jaz v bistvu, mislim, moj cilj je, da bi pač ostala v umetnosti, v risanju in pač, da bi lahko enkrat živela pač samo od tega, to mi je pač cilj. Zdaj pa načrti za naprej. Se pravim, ful bi rada razvila še to digitalno umetnost, ful bi se rada temu še izpopolnila, ker mi je res v užitek. Tudi svinčnik, tudi portreti. Zdaj se v bistvu tudi učim tetovirati. To mi je bila od nekdaj pač želja, že od osnovne šole. Tako da v tej smeri delam, no. Res si želim, da bi lahko enkrat pač živela samo od tega, kar me res osrečuje, res rada delam to. Ne predstavljam si, da bi delala karkoli druga v bistvu. To mi je res fajn, res mi je, nimam sploh občutka, kot da delam. Čeprav se mogoče malo hecen sliši, ampak res tak mi je v užitek. V redu, se imaš včasih kak dan, ko se ti mogoče ne lupa, bi pač, ne vem, ležal pa gledal serije cel dan, ampak pa v bistvu vidiš, da se da s tem, ko imaš ful rad, res nekaj narediti in ti je v bistvu pol vredno na koncu, ne, tudi če si včasih kjer dan čist ključen že od dela, vse te boli, ampak si tak, ne, sej delam to zato, da bom lahko enkrat pač res živela od tega pa delala to, kar me veseli. Videla sem tudi, da se ti je že mentorica prepustila v roke, kar se tiče tatuja, tako da očitno si... Tu je res taka medsebojna podpora, no. Tako da res je fajn, res uživam v tem, no. Ful mi veliko pomeni ta podpora in od mentorice in od vseh v bistvu, ki so prišli do zdaj k meni po tatu, ki so mi prepustili svojo kožo v bistvu.
res neverjetno veliko mi pomeni ta podpora, pa daje mi zagon v bistvu za naprej, no. Kaj pa, kje te pa najdejo ljudje? Na Instagramu imam profil mmašaart, tam objavljam v bistvu vse svoje stvari in digitalno, in tatuje, in portreti, svinčniki, v bistvu vse, kar se tiče umetnosti, imam tam. Za likovno šolo Artistiko je pa v bistvu spletna stran in stran na Facebooku. Tam pa pol pišem malo več tudi o teh programih, ki jih nudimo, pa vse te informacije, no, kar se tiče likovne šole pa tega. Okay. Bi še kaj, imaš še kako zaključno misel, mogoče za bodoče zdajšnje umetnike, vse, ki se zaključno misel v bistvu samo to, da čim več risati, če je želja po izpopolnjevanju pa nadgradnji tega, res priporočam kako mentorstvo, ker meni je to najbolj pomagalo. Ful mi je bilo, ful je lažje, če te nekdo malo usmeri, no. Ful časa ti prihrani, pa ful nekih stvari, ki bi mogoče drugače trajali, ful časa, da bi jih sam osvojil, tako pa ti je malo prihranjeno, a ne. Maša, hvala ti, da si vzela čas, da si bila danes z nami. Veseljem. Vi pa nas spremljite naprej, vedno imamo koga zanimivega, tako da se vidimo. Adijo. Adijo.